Živjo! Za vse, ki ste novi na tem kanalu, dobrodošli. Moje ime je Klara in pripravljamo vsebine o alternativnih načinih življenja. Tudi kaj potujemo s kombijom, o življenju v zidanci in tako naprej. Simple living, tako če so vam všeč take vsebine, se kar naročite na moj kanal. Za mano je par res eventful dni, tako ful se dogaja, hkrati nama je pa v zidanci zmanjkalo tudi vode, tako da vidite, da trenutno nisem v zidanci. Tu se je zgodilo prvič v 3 letih. Razlog je pa ta, da nama je pozim sneg odtrgal en del žleba in sva prepozno videla in je v bistvu voda, tudi ko je dež padal, je padal mimo, ne ušterno. Tako da, tu moramo zdaj zrihtati. Za današnji video sem si pa zamislila, da vam povem kaj več o meal prepu oziroma kako pripraviti malčko za na pot. Jaz si malce za sabo delam, odkar pomnim, tudi ko sem bila na faksu s mojim, jaz ne vem, ko sem šla prek študenta delat, sem vedno imela malčko napakirano sabo, ker mi je bil ful boljši value, hkrati sem si vedno pripravila tisto, kar dejansko hočem jesti. Pripravili bomo 4 stvari, pa zraven bom tudi tako razlagala, kakšne zamenjavice imamo lahko in vse. Prejem pa začnemo, bom pa jaz en decaf kofetek si naredila, bomo tu spili, pa bomo šli še na vrt, pa v špajzo pogledati, katere sestavine rabimo, pa kar akcija. Ki si že itak pakira malčke za na pot vsak dan, bo mogoče kakšna informacija v tem videu tako preveč basic, ampak jaz bom začela kar s basic stvarmi. In sicer obroke sem danes dala v 2 kategoriji. Prva kategorija so bolj malčke, kot je zajtrk, pa tako vmes za malo poštukati. In pa v drugem delu pač nek obrok, tako konkreten slan obrok. In dajmo se zdaj lotiti teh naših mini malčk. Dajmo jim reči mini malčke, zajtrčki. Jaz, ko razmišljam o teh mini malčkah, se tako lotim. Nekako. 3 kategorije so. Jogurt in prijatelji, kaše in prijatelji, pa kruh in prijatelji. Pa da vam pokažem. Najbolj preprosta malčka zame je to, da si za osnovo vzamemo jogurt. V današnjem primeru sem vzela kar vsega in pol dodamo poljubne dodatke. Sadje, suho sadje, marmelade, oreščke in podobno. Za bolj konkreten obrok je fino zdraven dati še kakšne kosmiče. Jaz jih vedno dam v ločeno posodico, da ostanejo hrustlavi. Edino, če uporabim ocene, kosmiče jih dam pol kar zraven jogurta, da se fino napihne. Ne pozabiti vzeti s sabo žličke in zdaj bomo tu kar klem donesel, ker dela v pisarni. Ne bo glih to go, bo pa to eat. Izvoli. Hvala, wow. To so sojni koški? Ne, to so nek protein misli, ki sem jih zate kupila. Ok, bye. Hvala ti. Evo, jogurte smo pokrili. Zdaj gremo pa na kaš. Kaše se mi zdi, da so kar lepo pridobile na popularnosti. Porabite lahko ajdovo kašo, prosejeno kašo, ovsene kosmiče, kvinojo, ne da ni, pač ful žitaric in podobnega lahko uporabite, da naredite kašo. In tu je pa vaša baza, pa gor date kar čte. Opazila sem, da v neki tipični slovenski kuhinji se kaše večinoma kuha v mleku, kar je čist cool in pač kuhite v mleku, če hočete. Jaz sem se pa ful navadila vse kaše kuhati v vodi, v soljeni vodi in potem raj naknadno, ko je kaša že kuhana, dodam gor ali malo mleka, malo smetane. Kremno ponovadi umešam not 1 žlico kokosovega masla, ki mu je ful dober ta maslen okus in potem s tem obogatim z maščobami. Ampak meni se zdi, da ima kaša še sama ful dobrega okusa in pol pač tako da se v mleku nekam kar zgubi, če kuhamo v mleku. Sem moja osebna preferenca. Pri kašah je tako, da dajte jih
nujno ohladiti, preden jih zaprete ali pa date v hladilnik, naj se vse to lepo ohladi. Drugače kaše večinoma mi poznamo na sladko, ampak lahko jih jeste tudi na slano. Predstavljajte si jih kot ogljikohidrat, kot je kruh in zraven lahko date v bistvu ful podobne stvari. Jaz rada delam ovseno kašo na slano, dam gor recimo jajčka, malo sojine omake, malo čilijev v olju, pa kakšno zelenjavco in mi je top, tako da za vse tiste, ki niste tukaj za sladko, je kaša tudi ful dober, polnovreden način, da si jo tako pripravite. Kruh in prijatelji, ne rabiti sem sendvič, pa v sendvičih vas ne bom učila, ker po mojem vsak zna narediti sendvič. Tako mu je dober, tako mu je všeč in je full easy izpakirati ga za na pot. Jaz si ga velikrat kar narežem na rezine, dam v posodico, pa po en lonček, recimo nek namaz, kaj sveže zelenjave ali pa vložene zelenjave. In je super, ker imamo ogljikohidrate, imamo zelenjavca in pol v namazu je ponovadi nekaj bolj proteinskega, kot je humus ali pa kaj podobnega. Zakaj mi je to všeč? Ker si na ta način lahko napakiramo veliko več zelenjave noter, pa veliko več namaza. Meni ful niso všeč suhi sendviči, kamo pa so. Evo, zdaj smo pa pripravili tole skledo. Sklede so moj ultimate go-to, kadar pakiramo obroke za sabo. Zakaj? Zato, ker lahko res, če vemo nek princip, kako sklede delujejo, je tle lahko nešteta kombinacija not. In sicer jaz si najprej izberem en ogljikohidrat. Spet, tle je lahko kaša, ajdova kaša, prosena kaša, lahko so krutoni kruhovi, lahko so testenine, lahko je riž, kar vam ustreza. Potem je fajn si izbrati en protein, lahko je to tofu, tempeh. Jaz sem tle dala ene veganske klobasice, ki sem jih zdaj, v bistvu jih je mami kupila prvič, imajo okus po kebabu, tako da je ful fajn. Lahko date noč, če jeste meso, karkoli proteinskega, lahko je to tudi skuta, po želji. In potem je večji del, v bistvu dam en tak orange shop zelenolistnate zelenjave, zdaj je not motovilček, pa mičkeno sem dala še neke solate, mislim da radič. Porabite regrat, če imaš endivjo, karkoli pač imate, nekaj zelenolistnatega je vedno fajn. In potem še kakšna druga zelenjava. Jaz sem zdaj tle korenček narivala, sezoni so ful fajn, paprike, kumare, paradajz, vse veste, mislim, kaj bi vam to sploh govorila, ampak fajn je kombinirati to surovo zelenjavo, ker nas ful nasit, pa še zdravo je. In potem jaz ponavadi še posprinklam gor s kakšnimi stvarmi, ali je to čili olje, ali so to semena, za malo hrustljavosti in dodatnega okusa. Pri prelivu grem pa jaz ponavadi kar na slovensko varianto. Ole, kes, pa sol, pa su. Ampak ponavadi vedno dodam še sojino omako, ker sem tako mičkeno obsedena na sojino omako. Pa pogledam, koliko je solata že masna sama po sebi, te klobasice so mičkeno masne, tako sem dala malo manj olivenega olja, kisa pa kar velika, ker imam ful rada kis. Seveda pa, če ne marate kis, dajte kakšno rezinco limone ali pa kaj podobnega. Tako da, to je glede skled. Zdaj pa pripravimo še zadnjo jed, ki so wrapi. It's a wrap game. It's a wrap world. Rapid wrap. Začela sem s pripravo humusa. Čičeriko sem skuhala, popražila sezam. To sem v blender dodala sol, česen, limonin sok in mičkeno olivnega olja. Zalila sem s čičerikino vodo. Velikrat vidim to napako, da ljudje delajo humus na suhu, pa že res čisto suhu. Ne, naj bo humus bolj na tekoči strani med pripravo in ko se bo ohladil, ga bo itak skup potegnilo. Za wrape sem popekla tempeh. Malo je vroče, ne? Ja, malo je dobro, si to misla. Bogovsko? Hvala. Tu folk ljudi, ker mislim, da te jaz plačam, da fejkaš te odzive. O čem ti plačam? V hrani. Definitivno. Tu je bil sem en primer, ko lahko date v zavitek. Kaj manj kima. Tudi tukaj imejte v misli, da date nek namaz, nekaj,
tako juicy, da ne bo čist suh wrap, dajte not nek protein source, torej nek proteinček in pa dajte not zelenjavo, svežo, vloženo, kisano, kakršna vam je všeč ali pa kombinacija vsega tega. Mislila sem še tu reči, da seveda za malčko za sabo kot glavno jed ni samo wrap ali pa solatna skleda, tu so sem dve moje najljubše stvari za vzeti sabo. Drugače pa velika tako imela še vzameva sabo, kakšne makarone že narejene, rižoto, kuskus z zelenjavo, take stvari so zelo preproste za narediti, narediš jih lahko večje količine in pol vzameš sabo v eni posodici. Tako da jaz bom si pa zdaj en wrap pogrela in šla v gozdiček pojest s piknikom. Evo, pa bomo lahko probali tole tortilico to go za v gost. Piknikla iza kamere neke červičke išče. S temle prizorom, kako jaz obedujem, bi tudi zaključila ta video. Upam, da vam je bil zanimiv, ste se kaj novega naučili, oziroma dobili kakšno inspiracijo. Se mi zdi, da zdaj si ljudje res ful veliko pripravljajo malce sabo za v službo ali pa za v šolo. Jaz sem pri svojih malcah rada pestrost, pa da so stvari sezonske, pa tako, da si lahko inovativen, to pomeni, da se naučiš nekega načina, kako stvari skupaj sestavljati, pa lahko ful eksperimentiraš z sestavinami. Če ti je bil video všeč, mu daj en lajkič in se vidimo naslednjo nedeljo. Čau!